Laboratorij Slomobil, Slovenian Mobile Brain Body Imaging laboratorij, združuje tehnike nevrofiziologije in biomehanike, ker se dejansko ukvarjamo z proučevanjem možganske dinamike med gibanjem. Dejansko preučujemo gibanje kot tako, torej kaj se dogaja v zdravem telesu in kako učinkovito se recimo posameznik giba v primerjavi z neko patologijo, kot je Parkinsonova bolezen ali pa ljudje po možganskih kapeh, kjer pride do določenega deficita na možganskem ali pa kognitivnem nivoju. Ideja samega laboratorija je, da se poglabljamo v nevrofiziološka ozadja, razumemo mehanizme v ozadju, ki se dogajajo na področju samega staranja in različnih patologij in to prenašamo v samo prakso. Torej, takoj bom rekel, neke osnove smo postavili z prvim evropskim projektom TwinBrain, ki se je zaključil letos januarja. Nadaljujemo pa v bistvu z T-Brain Boostom, ki bo potekal še nadaljnja 3 leta in si prizadeva, da bi ugotovitve iz samih znanstvenih dognanj prestavili oziroma premaknili v uporabniku prijazno okolje. Na ta način v bistvu bomo ponudili neurorehabilitacijo posameznikom s Parkinsonovo boleznijo in tistim po možganskih kapeh. Torej, na projektu TwinBrain sem zaposlena v bistvu od samega začetka, ker v bistvu v sklopu tega projekta sem tudi opravljala in še vedno zaključujem svoj doktorat. Pri njem preučujem Parkinsonove bolnike in pa zdrave posameznike, zato da pač imamo neko primerjavo patološkega odklonskega stanja in nekih mehanizmov v primerjavi z zdravimi. Posameznike pa v bistvu spravljamo v situacije tako imenovano kognitivno-motorične, več opravilnosti. In kar smo zaenkrat ugotovili, je pravzaprav to, da so počasnejši možganski ritmi bolj dovzetni oziroma vplivajo, imajo pod nadzorom kognitivne obremenitve, medtem ko neki hitrejši možganski ritmi bolj nadzorujejo samo gibanje. In tudi med hojo, recimo, smo uspeli detektirati neke specifične faze hoje, pri katerih ta povišana, visoka, frekvenčna možganska aktivnost lahko negativno vpliva na, se pravi, kontrolo hoje pri Parkinsonovi bolezni. Dolgosežni, daljnosežni cilj teh raziskav je to, da najdemo potencialne označevalce oziroma neke markerje zdravega stanja oziroma fleksibilne motorične kontrole, preko katerih bi potem lahko naše intervencije bile bolj tarčno usmerjene v izboljševanje stanja.